spoštovane občanke in občani, spoštovana akademska slikarka, gospa Irena Brunec-Stebi, cenjeni gostje. Že vso leto z malimi in tudi večjimi dejanji obeležujemo 200. obletnico Miklošičevega rojstva. V sklopu tega leta je res lepo število posameznikov, organizacij, društev in zavodov pripravilo prireditve in izvedlo aktivnosti, s katerimi so ustvarili širino in prispevali odmev temu letu, namenjenemu velikemu prleškemu rojaku. Iskrena hvala vsem, ki ste v tem letu prispevali Miklošiču vaš čas in energijo. Vendar leto je nenazadnje časovna enota in čas se ne ozira na nikogar, ampak vztrajno teče dalje. Miklošičevega leta bo kmalu konec. Žlahtni občutki, ki jih bomo vsak zase nesli naprej v naši notranjosti, ostajajo del nas in nas nedvomno pozitivno zaznamujejo. Ne bi pa bilo povsem v redu, če bi ostali zgolj na notranjih zaznavah. Pomembno je, da pustimo tudi nekoliko bolj trajen pečat v spomin na to leto, posvečeno enemu izmed temeljnih nosilcev prleške identitete. Pomembno je, da z odločnim dejanjem izkažemo gesto spoštovanja in ponižnosti ter izkazom plemenite časti. Težko bi si predstavljala boljši način, da to storimo, kot z umetniško dovršenim posegom v prostor, ki nas bo vsak dan znova spomnil, da Prleki znamo, želimo in zmoremo doseči vse zvezde, ki jih vidimo na nebu življenja. Zelo sem hvaležna cenjeni akademski slikarki, gospe Ireni Brunec-Stebi, ki je začutila izziv v svoji polni veličini in se mu predala z vso svojo dušo. In seveda tudi gospodu Tomažu Dobicelju, ki je s prav posebnim izborom glasbenega ugodja slišno počrtal dobre občutke današnjega dogodka. Vsem še enkrat iskrena hvala. Hvala lepa, gospe župani. V besedi vljudno vabim umetnico, akademsko kiparko Ireno Brunec-Stebi, da nas počasti z avtorsko predstavitvijo umetniškega dela. Spoštovana županja občine Ljutomer Olga Karba, spoštovani ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča Zvonko Kustec, spoštovani gostje iz tujine in iz Slovenije. Letos spomladi sem dobila naročilo za izdelavo tegale manjšega kipca Franca Miklošiča v čast 50. letnice oziroma obletnice gimnazije Ljutomer. Kmalu zatem sem od občine Ljutomer dobila tudi naročilo za izdelavo velikega doprsnega kipa, ki ga odkrivamo danes na predvečer 200-letnice rojstva Franca Miklošiča. Za tale manjši kipec smo se dogovorili, da bo upodabljal Miklošiča v njegovih mlajših letih, nekako v času, ko je svojo bogato znanstveno kariero začel navduševati lingviste na Dunaju in po Evropi. Za veliki doprsni kip pa sem se odločila, da bo predstavljal Franca Miklošiča v najodmevnejšem obdobju njegovega življenja. Najbolj znana kiparska upodobitev Miklošiča je doprsni kamniti kip, ki so ga na Dunajski univerzi postavili leta 1891, torej takoj po Miklošičevi smrti. Kopija tega kipa že dolgo stoji tudi v Ljutomeru, nekaj 100 metrov za nami na Miklošičevem trgu. Ljutomerski kip ima posebno zgodovino iz časa druge svetovne vojne, vendar še zdaleč ne tako pestro in zanimivo kot Miklošičev spomenik v Ljubljani, zato si ne morem kaj, da ne bi malce širše osvetlila zgodovine nastanka in postavitve tako imenovanega Miklošičevega spomenika, ki stoji pred sodiščem v Miklošičevem parku ob Miklošičevi cesti. Pa poglejmo. Že sam park je od prve ureditve doživel 7 preimenovanj.
7 v samo 85 letih. Leta 1906 se je najprej imenoval Slovenski trg. Od leta 1919 do 1941 Kralja Petra trg. Od 1941 do 1945 Rimski trg. Od 1946 do 1952 Dabčičev trg. Od 1952 do 1958 Marksov trg. Od 1958 do 1991 Marksov park in danes Miklošičev park. Vsega tega se seveda niti pri zgodovini, niti pri zemljepisu, niti pri slovenskem jeziku v času mojega šolanja nismo učili. Ne vem, kako je zdaj, bom vprašala člane učiteljskega zbora Gimnazije Franca Miklošiča. Tudi pri likovnem pouku in umetnosti se tega nismo učili. Zato naj nadaljujem. Zdajšnji spomenik, ki stoji v Ljubljani v Miklošičevem parku v Miklošičevi cesti, je bil postavljen leta 1908 v čast takratnemu cesarju Francu Jožefu in v zahvalo, ker je cesar leta 1895 kmalu po katastrofalnem potresu prišel v Ljubljano in županu Ivanu Hribarju dal 2 mošnjice kinov za obnovo mesta. Ta spomenik iz kamna je izklesal slovenski kipar Svetoslav Peruci. Po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske monarhije pa so v novoletni noči iz leta 1918 do 1919 glavo Franca Jožeta odrezali in je danes shranjena v Mestnem muzeju v Ljubljani. Na mesto nje so šele leta 1926, se pravi 7 let potem, postavili kamnito podobo Franca Miklošiča, ki jo je izdelal slovenski kipar Tine Kos in ki jo lahko vidimo še danes. Ni čudno, da ta Miklošič izgleda tako strog in zaskrbljen. Pa se še enkrat vrnimo v Avstro-Ogrsko monarhijo. Franc Miklošič je na Dunaju leta 1864 za svoje znanstvene dosežke in akademske zasluge prejel dedni viteški naziv, vitez plemeniti. 2 leti predtem je postal dosmrtni član Gosposke zbornice v avstrijskem parlamentu. Kip, ki ga danes odkrivamo, je podoba Franca Miklošiča iz njegovega zrelega in najplodnejšega obdobja, zaradi katerega je še vedno znan in spoštovan kot izjemen jezikoslovec, ki pa je svoja glavna znanstvena dela napisal predvsem v nemščini. Moj materni jezik je slovenščina, prekmurščina je moj narečni jezik, kiparstvo in slikarstvo pa sta moj umetniški in torej izpovedni jezik. Zato upam, da tega vašega, našega, mojega novega kipa ne boste cenili le zaradi akademske in znanstvene vrednosti Franca Miklošiča, ampak da boste novo podobo velikega Slovenca, ki je iz malega Radomerščaka preko Dunaja prišel v svet, sprejeli in cenili tudi kot podobo izjemno nadarjenega človeka, moža in očeta. Iskreno se zahvaljujem občini Ljutomer, Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in celotni organizacijski ekipi, ki je pripravila vsa praznovanja 200. obletnice našega velikega Slovenca Franca Miklošiča. Hvala. Pristopamo pa k slavnostnemu dejanju, odkritju doprsnega kipa dr. Franca Miklošiča. Prosim, gospod županjo, magistro Olgo Karba in ravnatelja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, gospoda Zvonka Kusteca, da skupno odkrijeta spomenik. Hvala lepa gospe župani in pa gospodu ravnatelju. Dovolite pa mi, da ob tej priložnosti izpostavim včerajšnji dan. Včeraj je namreč gospa akademska kiparka Irena Brunec Stebi praznovala rojstni dan. V ta namen želi
magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, podariti skromno darilce. Tako, hvala lepa vsem. V čast tega dogodka pa vljudno vabim ponovno legendo slovenske glasbe, ki jo ni potrebno posebej predstavljati, gospoda Tomaža Domicilja in skupino Langa ter otroški zbor Deš Oduj, da prevzamejo srednjo vlogo s svojim izjemnim nastopom. Vam se najlepše zahvaljujem in vas vabim na slavnostno akademijo, katera se bo zgodila v Kulturnem domu ob 19. uri. Hvala lepa.